Želite k ravnatelju? Prosim. Gospod ravnatelj vaju pričakuje. Izvolite, prosim. Oprostite, ker vas nisem mogel takoj sprejeti. Človek ima toliko dela, da je groza. Sedite. Pa upam, da ga bomo vzgajali v dobrega človeka. No, se veste, brez prave vzgoje mladina ni mladina in imamo neke metode, ampak vendar problemi ostajajo. No, se veste, kako je to, ne? Gospod ravnatelj, prosim, pokažite mi na sina, da bo v šoli dobro izdeloval.
Ili se bomo, gospa, obljubljam. Bili... Panico 13. Gospod ravnatelj. Kar lep tale naš zavod. Hiša je sicer pusta, ampak se bo že hrvatil. Vsi so se. Si danes prvič tukaj. No, tole je tvoja soba. Poslo si boš pa kar sam najdel. Kje je vratar? Kakšen surov človek je to? Si ga videl? Ja, pred vrati se je obrnil, pa ni hotel vstopiti. Seveda ni hotel, ko je videl, kaj mi je storil. Ja, kaj pa se je zgodilo? Kar naprej me preganja. Ne more me videti. Ničesar mu nisem storil. Stop. Še nikoli ti nisem videl v zavodu. Komaj pol ure sem tu. A je mogoče to tvoja postelja? Po naključju res. Ta vratar je cel tiran. Nikogar ne pusti na miru. Nekatere celo pretepa. Mene še posebno čudno gleda, ker nisem ostal malo pri njemu. Zmirja me. Vsak, ki se te dotakne, bo imel opravka z mano. Kako ti je ime? Pa tebi? Nani. Sjajno. Dva mlada prijateljčka.
A iščeš tukaj? Zapret moram. A ne veš, da je prepovedano gojencem se zbirati v spalnicah? Poseben, če sta samo dva. Meni še ni bilo znano. Znano je bilo temule gospodiču. In njegova dolžnost je, da ti to pove. Pustite tega fanta pri miru, drugače si pritožil ravnatelju. Pejva k večerji. Disciplina v zavodu je na psu. Nekateri ste pozabili na osnovni red. Žal bomo morali prestopke strogo kaznovati. Ne bom našteval imen. Vsem želim dober tek. No? A ti nimaš stola? Še dobil, še dlani malo sem poročujem. Miš, bojim! Nega! Boš, če upaš še reveš, te zabijem do nafte. Še dlani malo sem poročujem. Premakni se, ti bom nekaj glav za navrgo. Probi.
Poravnatelja, hitro! U zdravnika, hitro! Vode. No, dragi fant, nič ne bo hudega. V nekaj dneh boš zopet med tovariši. No, ni tako hudo, ne? Prosim vas, recite ravnatelju, naj bo nekdo od nocoj pri meni, da to zahteva moje zdravje. Koga bi pa rad? Gospod ravnatelj, fantovo objektivno stanje je dobro, subjektivno pa slabo. Čuti se osamljenega, se razumete, to pa ne vpliva ugodno na njegovo zdravljenje. Priporočam, da ostane pri fantu nocoj kak dijak, najbolje, če si ga fant sam izbere.
Nani, prosil te, zapri okno. Vse mi razvija po glavi. Vem, da si ti edini, ki bi se žrtvoval zame. Grdo je, da te nadlegujem, saj vem. Daj no mir. Te zelo boli. Peče in skali, spat ne bom mogel. Ostal bom pri tebi. Tako sem sovražil vsak kot te hiše. Toda zdajle se mi je zazdelo, da bi jo lahko imel rad. Men tudi. Povej mi kaj o sebi. Te res zanima. Ne vem, kje bi začel. Zdaj me vratar ne bo več preganjal. Zdi se mi, kot da... Mogoče pa sploh ni res, ne vem. Čez nekaj dni imam rojstni dan. 14 let, a ne? V tem internatu zapraviš svoje najlepše dni. Poglej. Danes sem prvič tu in takoj sem spoznal tebe. Vem, čudovit fant si. Truden si. Zaspi. Ostal bom pri tebi.
Nani, ne smeš mi zameriti, da sem te poklical. Hotel sem, da bi se seznanil z mojo mamo in sestro Vlasto, a ne mama? Ja, ne smeš mi zameriti. Zdenko mi je toliko pisal o tebi, da sem te morala spoznati. Pisal vam je o meni. Ti ni povedal? Ne. Zakaj pa ne, Zdenko? Mislil sem, da ti mogoče ne bilo prav. Pisal nam je vse, zmeraj in povsod si mu pomagal. Tudi to si pisal. Rad, kot ni imel še nikogar. Vesela bi bila, če bi prišel k nam na počitnice. Ja, zares nas bo veselila. Hvala, zelo si ljubeznivi. Zelo si podobna Zdenku. Nasvidenje, Nani. Z Bogom, sinko. Srečno pot. Gremo v spalnico, da pospraviti svoje stvari. Bi pomiril novo srajco? Prej. Kaj ste prišli? Tovariš ravnatelj, čutim se dolžnega, da vas upozorim na to, kaj se dogaja v našem internatu. Vratar Peh me je opozoril, da... Pripovedujte, poslušam.
Skratka, naša dijaka Zdenko in Nani sta prevečkrat skupaj. Mislim, po pravilih našega zavoda. Vratar Pehe je slučajno zalotil. Skupaj. Sicer pa, ne vem, presodite sami. Poslušaj, Zdenko, rad bi, da mi odgovoriš na nekaj vprašanj po resnici. Ne boj se, ne bom te kaznoval. Tako kot svojemu najboljšemu prijatelju, Naniju. Sem uganil, kdo je tvoj prijatelj? A? Vidim, da poznaš življenje. Nima ti smisla prikrivati. Ali sta z Nanijem res prevelika prijatelja? Ampak tovariš ravnatelj, Nani je moj najboljši prijatelj. Edino on me razume. Ampak to prijateljstvo vzbuja preveč pozornosti. Jaz ne vidim tem nič slabega, česar bi se mogel sramovati. Ničesar nisem storil. Pojdi zdaj, pojdi. In premisli svoja dejanja.
Ne da skočiš, ko veš to. Samo na stol greš pa. Ravnatelj bo plesal od sreče. Čudne stvari se dogajajo tukaj. Čudne! Postavite pogoje, gospod Peh. Pod enim pogojem seveda ne vem. Če bo mladi gospod pri meni, lahko ves čas čita francosko lekcijo.
Vesela sem, da si prišel. Upam, da ga boš imela rada. A ni lepo, da je konec šolskega leta? Kar zabavajte se. Ko bi bila jaz tako mlada in zdrava. Griva šah? Šah. Ja, a mislite cel dan kar šah igrati? A se ne bi šli raje malo sončit tjale? Nani, a si že bil kdaj zaljubljen? Zaljubljen? Ne vem. Ljubim ves svet. Ampak v tvojih letih so že vsi fantje zaljubljeni. Rad že imam koga. Všeč si mi, Nani. Že ko sem te prvič videla...
Mama, a ni lepo? Imenitnega fanta si izbral za prijatelja z Denko. Dekleta pretiravajo. Vlasta že ne. Zakaj si kar tiho? Mogoče pa ga muči domotožje.
Že nekaj dni sem bolan, pa se nisi nič oglasil. Zmerom si rekel, da si imajo pravi prijatelji kaj povedati. V šoli nič novega. Oprosti, da sem srov. Sam veš, kako je. Pa koga to moti, če sva prijatelja? Vlastno. Enkrat za vselej vam prepovedujem, če samo še enkrat prestopite prag te sobe, ste ob službo. Ste razumeli? Vratar mi jih je prinesel. Zdenko, saj te razumem, ampak odslej ima vsak svojo pot. Saj ti bi se skušal pomagati. Nani, rad te imam. Zadnjič, Nani. Ne bom posebej utemeljeval svojega sklepa. Pospravi svoje stvari in odidi iz zavoda. Takoj!